Ljudje, Ivančna Gorica sploh ne tako slabo! Polževo in njihova legenda o Višnjanskem polžu. Izvir reke Krke, turistična vas Pristava, Lavričeva koča na Gradišču, Lehnjakov slap Kovsca, samostan Stična, Krška jama in pa hiša Kranjske čebele, kjer pripovedujejo zgodbo slovenskih avtohtonih čebel. Ajde, vreček, šatl te čaka. Vse lepo in prav, ampak danes nismo zato tukaj. Kot gorsko-kolesarski kanal se valjda spodob, da predstavimo doživljajski park Cukrca in pojmo kar pogledati, kaj dogaja klele. Torej, doživljajski park Cukrca se nahaja v srču neokrnjene narave na Dolenjskem in obiskovalcem na izviren način predstavlja svojevrstna doživetja namenjena sprostitvi, zabavi, adrenalinskim izkušnjam, izobraževanju in urjenju spretnosti. Park obsega 2 plezalni stezi, učno pot Bobra Bobija, pustolovski park in, kar je meni najljubše, Cukrca Trails. Kako stvari potekajo? Takole. Z avtom slediš navigaciji in uletiš med motocross proge, kjer je tudi urejen parking. Od tam te čaka še 5 minut poganjanja s kolesom oziroma 10 minut hoje do lokala oziroma do info točke, ki je središče parka. Tam olajšaš svoj tošelj in se opremaš z dnevno vinjeto in vplačaš število fur, ki jih boš naredil na šatlu. Dnevna vinjeta je zaenkrat 5 evrov, ena fura na šatlu te prije pa 3 evre. Cukrca Trails čez praznike in počitnice obratuje vsak dan, med šolskim letom pa sam čez vikend, tako da če se nameravaš furat sred tedna, bodi Jack pa podpri Cukrčke z nakupom letne vinjete. Ta za odrasle stane 50 evrov, za mladince pa 30 evrov. Otroci do 5. leta je pa itak brezplačno. A ja, pa na tej info točki je poskrbljeno tudi za jedačo in pijačo, pivo, pica, hot dog, špricer, life. Kar se trailov tiče, Cukrca ponuja 4 proge s skupni dolžini več kot 4 km. Prva proga je smuti in je namenjena kolesarjem vseh starosti, novim in izkušenim kolesarjem, označena pa je s težavnostjo stopnjo zelena in modra. Se pravi, prvih 414 metrov je najlažjih, torej zelenih, drugih 450 pa modre barve, torej za odtenek lažji trail. Druga proga se imenuje Hillbilly in od kolesarja zahteva že majčkeno več znanja, spretnosti in poguma. Sestavljajo kar nekaj skokov in naprednejših elementov, rolerji, večji tabli, mini rock garden, rock gap in tudi črna luknja. Dolga je dobrih 820 metrov, njena težavnost pa je označena z rdečo, valjda s posameznimi objekti, ki so pobarvani na črno. Tako da je treba paziti. Tretja proga se imenuje Stane, za prijatelje Stanko. Gre za rdečo obarvan trail, ki vsebuje precej ovinkov in manjših skokov, je zelo razgiban in načeloma ni zelo težaven. Priporočam pa, da si vse objekte prej pogledaš in jih pol preskočiš, saj veš, ker se gre za tvojo varnost. In zdaj smo na 4. progi, na najnovejši, ki se imenuje Kragel, ki je zgoren del bolj iz zemlje, spodnji del pa precej pestnat in domačini pravijo, da je žejen trail. Gre za zelo tekoč trail z eno večjo luknjo za preskočiti, dolg je pa cirka 1,5 km. Zdaj pa tako, mal nad lokalom je pa tudi lušten majhen skills park in ta spretnostni poligon je sestavljen iz ozkih lojtrc in gugalnice, je pa na precej ravninskem delu in lahko z lahkoto delaš kroge in pileš svoj skill. In nazadnje, za piko na i, imaš pa še dirt park, ki se razprostira na več kot 3000 kvadratnih metrov površine in je lociran zraven info točke in oziroma plaže, da se lahko malo važiš pred folkom. Sestavljen je iz zemeljskega pump tracka in 2 linij skokov. Mala linija ima manjše mize, rolerje in bande in je zabavno in primerno za začetnike in izkušene kolesarje. Pa imaš pa še veliko linijo, ki vsebuje roler, velik hip skok v levo, table, zaključne skoke za trike in ta linija je primarno namenjena majčkeno bolj izkušenim kolesarjem, jo pa lahko prevozi čisto vsak, zato ker se da vse to tudi povoziti. Poleg vsega tega pa modeli na Cukrci ne popuščajo. Ponujajo valjda tudi rentanje e-bajka, s kemperji se da prenočiti spodaj na parkingu, lahko pa valjda tudi zakupaš šatel, minimalno mora biti 4 osebe, zraven pa dobiš še popust na dnevno vinjeto. Prijave se zbirajo v njihovi Google tabelci.
Če pa boš planiral malo daljši postanek z družino in iščeš nastanitev, ti pa predlagam skok na Prijetno domače, to je nekak spletna stran Zavoda za turizem Ivančne Gorice, vse pa po besedah domačinov definitivno najbolj priporoča hišo Ida v Stični. To je z moje strani to, kaj ne rečem, Cukrca je res lep, urejen in lušten park, primeren za vse, sploh pa za družine, ki se hočejo imeti fajn. Vse ostale informacije se nahajajo spodaj v opisu tega videa, vlet pogledati, ker se splača oziroma kot sami pravijo najboljš, Cukrca ni samo kraj, Cukrca ni samo dolina, Cukrca je občutek, je vonj po svežem, naravnem, prvinskem, Cukrca je čas, Cukrca je doživetje. A ja, pa ne pozabi lajkati, komentirati, subscribati, to me imaš rad, jaz pa tudi tebe.